Lep dober dan, zopet je ponedeljek in zopet se srečujemo z dr. Karlom Gržanom, s patrom Karlom Gržanom, to ti je ljubše. Še ljubše mi je samo Karel. Tako, potem pa samo s Karlom. Zopet smo na Konjskem vrhu in ravno prej sva se pogovarjala, da morda je pa ta korona tudi pripomogla k nečemu dobremu, k temu, da so naše srečanja pa zdaj sicer krajša, ampak pogostejša. Kaj meniš? Ja, se mi zdi, kakor je zanimivo, ne, če nekoga dlje časa poslušaš, pa vendarle to ni nujno, ne, ker če posvetimo določenemu prispevku določeno temo, je lahko povedan tudi bolj zgoščeno ali pa v obliki zgodbe, podobe, po kateri potem človek sam nadaljno razmišlja. In tisto zgodbo, tisto misel na nek način sprejme, se jo pridruži svojim izkustvom, svojim doživljanjem, svojim razmišljanjem, ker v bistvu je vsaka povedana misel samo v želji, da bi človek to, kar že ve, na nek način še dogradil, še sprostil, na nek način za svojo mislijo ob dodani misli dosegel nove miselne horizonte. Kot večkrat rečem, ne govorim resnice, govorim pa iskreno svoja spoznanja, preprosto zato, da bi človek, ki me posluša, lažje mislil svoje misli naprej. In ta ponedeljek je tisti ta prvi, ko se bomo srečevali, in to je tudi teden, ko odhajamo na grobove, ko se spominjamo naših rajnih bližnjih. Vidim, da imaš tudi eno vejico v roki in nekako sva se odločila, da bova spregovorila o upanju ta teden. Je tako, ja. Namreč prinesel sem tole vejico z jesenskim listjem, na katerem lahko opazimo barve še od zelene preko rdeče, rumene in potem že tudi neke rjavine. In ko človek razmišlja o rajnih, o minljivosti, se vedno znova spomnim zgodbe z mojo babico. Sam ne izhajam iz verne družine in kot majhen otrok sem doživljal najhujšo stisko, najglobljo stisko ob misli, da mi bo to, kar mi je najdražje, v ljubečem čutenju odvzeto. Edina v naši družini je bila verna moja babica, ki se ni vtikala v vzgojo, in je pustila mojim staršem, da me pač vzgajajo, kot me vzgajajo, torej ne v odnosu z svetim, z presežnim. Zato je bila pač moja ljubezen ujeta samo v čas in prostor. Sem pa prav kmalu ugotovil, že v prvih letih življenja ugotovi človek, da se čas izteka in da v nekem trenutku to, kar nam je sveto, izstopi iz obnebja tega danega nam prostora. In ob moji babici, ki sem imel neizmerno rad, ker je bila zelo globoka duša, sem v nekem dnevu, ko sem bila na sprehodu, doživel stisko ob misli na njeno minljivost. In sem mi to stisko tudi izrazil. In ona je takrat vzela en list, en javorov list je bil, še zdaj se spomnim, bilo je za Savinjo, tam je sprehajalna pot ob sami reki, kjer rastejo javori, in je vzela en jesenski javor in še zdaj se spomnim, kako je bilo na tistem listu življenje, žarenje, življenje v zelenju, žarenje v rdeči in rumeni barvi in tudi že nekaj rjavine v tistem listu, nekaj odmrlosti. In babica je preprosto vzela ta javorov list in je rekla, poglej, Karli, a vidiš, je rekla, vidiš, tu je zeleno, tu je list še živ, ampak poglej, potem se prelije v rdečo. Tukaj list zažari, dozori v ljubezni in potem iz te rdeče se prelije v zlato. Tukaj list zapusti življenje in gre v svetlo in sveto. In potem sem rekel, kaj pa tu? Je rekla, tukaj je pa samo še v podobi. To, kar je resnično, kar je živo, pa je že prešlo. Tja, kjer nas bo nekoč povezala ljubezen, ki nas je tudi sedaj družila. Zelo bi rekel subtilno, ne vtikajoče v
vzgojo mojih staršev način, mi je babica odprla horizont upanja. In tudi potem, ko je prestopila prag večnosti, bil sem v 7. razredu osnovne šole, sem razmišljal o tistem listu in sem vedel, da nekje je. Kako je, kje je, tega nisem vedel. Ampak zanimivo, ne? Potem kasneje, ko sem bil sam s seboj, ko sem bil globoko s seboj, svojo notranjo resničnostjo, ko sem mislil na njo in še kasneje, ko sem molil, sem jo zaznal v prisotnosti. Telesne oči jo niso več videle, jo je pa zaznavala moja globina, njeno ljubezen, njeno naklonjenost in sklonjenost. Zato pravim, da so tisti, ki so odšli, izgubili človeško podobo oziroma zapustili človeško podobo samo zato, da so pridobili angelsko. Tukaj v Solčavi rečejo, da v nekem hipu odložimo ponošeno zemeljsko obleko, ampak samo zato, da nam lahko nadenejo, kot oni rečejo, nebeški šlajer. Kakorkoli si že to predstavljamo, ampak veste, narava nam skozi simbole sporoča toliko tega, kar budi upanje. In ko že sam stopiš v razkošje stvarstva, ko stopiš v to, bi rekel, res bogato žarenje bukovih gozdov, še posebej bukovih gozdov, se samo po sebi dotakne tvoje globine, pa tudi se prebudi v tvojem razmišljanju tisto, kar te umirja, kar budi upanje in kar tvojim ljubeznim daje horizont večnosti. In se mi zdi to v teh dneh zelo, zelo pomenljivo, kajti v zakonitosti naše ljubezni je, da ima krila večnosti. Pa kakorkoli si že tak krila predstavljamo, vsak ima svoje podobe, vendar bistveno je to, ne? Življenje se samo spremeni. To je tista zadnja metamorfoza, po kateri gosenica postane metulj. Naša prizemljenost dobi novo razsežnost, ki budi upanje, ki nas na nek način, ko smo v grobovih, umirja. Tisto upanje, ob katerih navezujemo tudi stik s tistimi, ki so odšli. V tem je pravo najlepše pesnik Tone Pavček, ko mi je govoril o zemeljski izgubi svojega sina Marka. Govoril mi je, kako je žaloval, kako so mu bili dragoceni tisti, ki so mu v procesu žalovanja stali ob strani. Rekel je, da so bili kot stebri. Ampak je rekel, potem, ko te žalost stiska, zvrtinči v globino, se začne nekje tam v srčiki teme prebujati neka svetloba. In kar naenkrat v tisti svetlobi zaznaš tiste, ki so odšli, samo za videz oči, in je rekel, in nisi več samo tu, si tudi onkraj. In tudi oni niso samo tam, ampak so že s teboj na poti življenja. Zato je tako razkošno, ko stopaš v lastno globino in se za površnostjo srečuješ s tem, kar je večno resnično. Tale listek, tele listki naj bodo pozdrav ob prazniku dneva rajnih vseh svetih, kakorkoli že ta praznik imenujemo. Pozdrav s Konjskega Vrha.